Zdaj pa z velikim veseljem in zadovoljstvom k besedi vabim našega uvodnega referenta, profesorja dr. Boža Repeta. Božo, prosim. Zahvaljujem se za čast, da smem imeti ta uvodni referat in za privilegij dodatnih 10 minut. Vemo, da se zgodovina ne ukvarja s prerokbami in nima recepta za preživetje. Lahko pa pokaže, kako zgodovinske stalnice človeškega delovanja kljub različnim zgodovinskim situacijam vedno znova pripeljejo na rob prepada. Evropa je bila v zadnjih mesecih vojne, prvem letu po koncu druge svetovne vojne in še kar nekaj časa potem, odvisno pač kje, v popolnem kaosu in poligon maščevanja. Govorim o Churchillovi doktrini maksimalnega uničenja, totalnem bombardiranju nemških mest brez vojaškega pomena, načrtnem izstradanju najmanj nekaj 100.000 nemških vojakov, navajajo se 2- ali 3-milijonske številke, prisilnem delu razoroženih sovražnih enot, kot so jih definirali v izogib ženevskim konvencijam, množičnim smrtim in maltretiranjem v sovjetskih gulagih za nemške ujetnike, obračunih z vrnjenimi kolaboracionisti v Franciji, na Nizozemskem, Norveškem, v Belgiji, pa s fašisti v Italiji in tako naprej. Kriminal, plenjenja in nasilje so bili splošno razširjeni, saj je bilo orožje na voljo, oblast pa šibka. Črni trg je cvetel, lakota in pomanjkanje sta bila vsakdanja, prav tako posilstvo ali prodajanje telesa za konzervo hrane ali tablico čokolade. Militaristični imperialni Churchill je v operaciji Unthinkable že načrtoval novo vojno s Sovjetsko zvezo, le da pragmatičnim Američanom ni bilo do tega. To je bil sicer eden od številnih načrtov in idej tistega časa. Milijoni ljudi so se selili, nemški izgnanci, repatriiranci, begunci pred novimi režimi ali maščevanjem. Potekalo je množično preseljevanje Judov v Palestino. Povsod so potekali krvavi obračuni, politične in etnične čiščenja. Hkrati s selektivno denacifikacijo je potekala uporaba nacistov po vojni v ZDA in Veliki Britaniji, a tudi Sovjetski zvezi in vzhodni Nemčiji. Odprte so bile poti za njihov pobeg. Tako imenovane podganje poti, Red Lines, so mnogim najhujšim vojnim zločincem omogočile pobeg. Sodelovali so Vatikan in njegove organizacije, država zmagovalka in mednarodne kriminalne mreže. Eden od po vojni ustvarjenih mitov, tako na Zahodu kot na Vzhodu, je bila trditev, da je prišlo do denacifikacije, kar naj bi še posebej veljalo za Nemčijo. To ni res. Večina srednjega kadra, ki nosi težo administracije, sodstva, policije, upravnih aparatov, je ostala. Ali pa so se ljudje po letu, dveh preverjanj in nekaj mesecih zapora vrnili. O Avstriji in Italiji najbrž v tem krogu ni treba kaj dosti govoriti. Vemo, da je na primer Siegfried Uiberreiter, ki je tu izvajal brutalno germanizacijsko politiko, mirno v visoki starosti umrl v Nemčiji. Še zdaleč ne edini. Dejstvo je, da sta fašizem in nacizem preživela tako znotraj povojnega zahodnega sistema in družbe kot na socialističnem vzhodu. V nekaj letih je nato prišlo do stabilizacije, predvsem zaradi zunanjih sil ZDA in Sovjetske zveze, ki sta želeli nadzor nad svojimi vplivnimi območji. Država so vzpostavile policijo, sodstvo in nadzor nad družbo. Vojna je še enkrat pokazala, da zmagajo sile, ki so ekonomsko močnejše in ali imajo na razpolago več naravnih virov. V povojni politični sliki Evrope je okoli 25% evropskih držav spremenilo režim. Na vzhodu so nastali socialistični, na zahodu pod dominacijo ZDA je prišlo do demokracije
ampak omejene z interesi kapitala. Španija in Portugalska sta obdržali stare fašistične ali fašistoidne, kakor pač kdo to imenuje, režime. Nekatere nevtralne in druge države, Švica, Švedska, vojna ni spremenila. Nemčija je bila razdeljena, Avstrija okupirana do leta 1955, Jugoslavija se je po letu 1948 samoupravnim sistemom umestila med oba svetova. Tako imenovani svobodni svet je bil po vojnih desetletjih poln prevratov, diktatur, delovanja tajnih organizacij, tam, kjer so bili interesi kapitala ogroženi in je grozilo, da bi komunisti lahko prevzeli oblast. V razvitih evropskih državah je po obnovi in v odvisnosti od ameriške vojaške in ekonomske pomoči iz strahu pred komunisti nastala država blaginje. Najboljše, kar je iz vojne izšlo in ustvarilo za kakšnih 20 let dobro življenje in relativen socialni mir za tako imenovano baby boom generacijo. Kljub uničujoči vojni sta bili v nasprotju s koncem Prve svetovne vojne spremenjeni le dve meji. Poljski je Sovjetska zveza pridobila velik del nekdaj nemškega ozemlja, Jugoslavija oziroma Slovenija v njej si je z narodno-osvobodilnim bojem priborila do del nekdanjega italijanskega ozemlja. Torej, kako je bilo Slovenijo, jaz se bom malce sprehajal med, kot bi rekel, Hobsbawm, ptičjim in žabjim pogledom. Kar zadeva Slovenijo, druga svetovna vojna označuje enega najbolj kritičnih trenutkov slovenske zgodovine. Slovenci so bili zgolj droben delček v velikem nacističnem načrtu nove Evrope, v kateri bi ostalo le nekaj fašističnih držav in njim podrejenih protektoratov. Bili so med narodi, ki so bili obsojeni, da hitro izginejo, kar naj bi izvedli tako z etnocidnimi kot genocidnimi metodami. Odpor na celotnem slovenskem ozemlju je organizirala Osvobodilna fronta, ki ni priznavala razkosanja in okupacijskih meja. Neločljiv del upora sta bila kultura in šolstvo. Poleg osvoboditve in spremembe meja, torej dosega idealnega cilja zedinjene Slovenije, je bila najpomembnejša komponenta narodno-osvobodilnega boja zgradba lastne državnosti znotraj Jugoslavije in vzpostavitev nove oblasti. Ob koncu vojne se tudi Slovenija ni v celoti izognila kaosu in obračunom, nenazadnje se je vojna tukaj v bližini tudi končala. Vendar so bile razmere v nasprotju s percepcijo, ustvarjeno po osamosvojitvi, bistveno bolj urejene kot kje drugje. Po robovih nacionalnega ozemlja, zlasti na Štajerskem in Koroškem, so delovale razne bande. Matjaževa vojska, ostanki domobranstva in podobno, vzdrževane tudi strani zahodnih obveščevalnih služb. Vendar, Slovenija je imela izgrajeno ljudsko oblast, od parlamenta do vlade, bila je del mednarodno priznane demokratične federativne Jugoslavije, imela je jurisdikcijo nad slovenskim ozemljem, razen na zahodu, kjer je bilo odprto vprašanje Trsta in Julijske krajine in na njenem ozemlju ni bilo okupacijskih zavezniških sil. Zadeve so v primerjavi s tistimi v Evropi relativno dobro funkcionirale. Tudi preskrba s kombinacijo prisilnega odkupa in pomoči mednarodnih organizacij. Seveda so bili tudi lačni in manjkalo je vsega, a gotovo je to daleč od percepcije, kako je bilo zaradi komunizma v Sloveniji bistveno slabše kot na Zahodu, Zahodna Evropa pa, da se je z Marshallovim planom, da je kar vzniknila iz pepela. Naj tu rečem nekaj o žrtvah, današnjem odnosu do njih, o grobovih in terminologiji. To sicer ni moja ožja raziskovalna tema
in tudi sicer bodo o tem tukaj govorili drugi. Se mi pa zdi nujno, da vendarle pogledamo malo širše. Naredil sem pregled smrtnih žrtev in vojne škode na osnovi obstoječih virov, napisani so na koncu teh nekaj slajdov. Za pomoč se tukaj sicer zahvaljujem tudi dr. Nevenki Troha in dr. Damijanu Guštinu. V drugi svetovni vojni je bilo najmanj 60 milijonov žrtev. Ocene gredo, kot veste, do 85 milijonov. Od tega ima 30 do 45 milijonov neoznačene grobove. Slovenija je na tem področju storila precej, a žrtve so danes v Sloveniji znova vrednostno razdeljene po ideoloških kriterijih, kar se kaže tudi v terminologiji. Pojem žrtve komunističnega nasilja se uporablja za povojne žrtve, medtem ko žrtve zahodnih medtem ko se za žrtve zahodnih zaveznikov torej uporabljajo mehkejši izrazi, kot je zločini zmagovalnih zahodnih sil in podobno. Pa še to predvsem pri nekaterih kritičnih zgodovinarjih. Do leta 1990 se izraz žrtve komunističnega nasilja na Zahodu ni uporabljal, saj sta zmaga in zavezništvo v vojni ustvarila pozitivno perspektivo do vseh članic protifašistične koalicije. Sprememba terminologije po letu 1990 v postkomunističnem svetu in Evropski uniji je pripeljala do ideološkega prevrednotenja zgodovine. Sovjetska zveza in Jugoslavija sta označevani kot bolj kruti in barbarski v primerjavi z zahodnimi zavezniškimi silami. K tej percepciji so po osamosvojitvi in razpadu Jugoslavije kar precej prispevali tudi slovenski zgodovinarji. Če bi že res lahko empirično in ne ideološko označili, razločili stopnje nasilja med recimo temu bolj prefinjenim zahodnim obračunavanjem in bolj brutalnim vzhodnim, je vzrok predvsem v tem, kar vidite na tej tabeli. Torej v številu žrtev, silovitosti vojnega nasilja in ne nazadnje tudi v dejstvu, da vojna ZDA na njenem ozemlju, razen na Havajih, ki so bile praktično njena kolonija, ni prizadela, Veliko Britanijo pa le deloma v začetnem obdobju vojne. Posledice tega v nacionalnem smislu, včasih že kar samodestruktivnega ravnanja, ki nima prav dosti zveze z iskanjem zgodovinske resnice, nam v mednarodnem kontekstu škodi, zlasti v odnosu do nekdanjih okupatork. Sam sem sicer zadnji, ki bi kritiziral recimo mednarodno, recimo temu soočanje, kritično soočanje mnenj, ampak mislim, da tukaj ne gre za to. V Sloveniji so se v skladu s spremenjeno interpretacijo ideološko kategorizirale tudi žrtve. Nekatere so postale prvorazredne, drugo pa drugorazredne, torej zadeva se je obrnila. Pravica do groba je postala pomembnejša od tega, kje se je kdo boril, postala je del kulturnega boja, kar je prispevalo k izgubi vrednostne orientacije v slovenski družbi. Šele sedaj se nekako bližamo času, ko naj bi Ministrstvo za obrambo sprejelo pod svoje okrilje kategorizacijo, obravnavo in sistematično torej zbiranje podatkov za vse žrtve. Po vojni je sledila družbena preobrazba, vzpostavitev Jugoslovanske federativne republike z lastno državnostjo in pravico do samoodločbe. Slovenci so prvič v sodobni zgodovini tudi formalno dobili lastno upravo, lastno gospodarstvo, lastno kulturo, deloma tudi obrambo in omejeno regionalno zunanjo politiko. V ozadju je bila tiha, a trdna zavest, da je narod brez državnosti ranljiv in obsojen na podrejenost.
Povojna generacija, utrjena v vojnih preizkušnjah, je zmogla doseči družbeni dogovor o prioritetah. Modernizacija, izobrazba, industrijska rast, skrb za socialno varnost, ženska emancipacija in enakopravnost. V ospredju so bile vrednote skupnega dobrega in solidarnosti. 20 let po vojni je Slovenija iz pretežno kmetijske družbe, skoraj v celoti porušene po vojni, že vstopala v svet razvitejših postindustrijskih držav. Kako je bilo z novo ureditvijo sveta? Povojna ureditev sveta je temeljila na nasprotju ideologij kapitalistične liberalne demokracije na eni strani in socialističnega enopartijskega sistema na drugi strani. Hkrati pa je svet dobil institucije, ki so poskušale zagotoviti stabilnost, mir in razvoj z več ali manj uspeha. Leta 1945 svet ni bil več polaren kot prej, z nekaj dominantnimi imperialnimi silami. Razdelil se je na kapitalistični blok, torej ZDA Zahod, in socialistični blok Sovjetska zveza, Vzhodna Evropa, Kitajska. Dekolonizacija je postopoma prinesla neodvisnost več kot 80 novim državam v Aziji in Afriki med leti 1950 in 1980. Nastal je blok neuvrščenih držav z Jugoslavijo kot eno od vodilnih držav. OZN, torej Združeni narodi, so nastali kot nova globalna institucija za mir in sodelovanje. Formalno je OZN priznavala suverenost majhnih držav, postavila novo pravilo, prepoved agresivne vojne, razen samoobrambne, spodbujala človekove pravice, tukaj seveda v ospredju splošna deklaracija o človekovih pravicah leta 1948, ki danes, sem prepričan, ne bi bila več sprejeta. Vzpostavila je mirovne operacije in humanitarno pomoč. Vmes je bila hkrati pa je bila politično in ekonomsko ukrojena po volji zmagovalcev, zlasti ZDA, ki obvladujejo vse glavne finančne institucije, dolar pa je svetovna valuta. Velike sile imajo v varnostnem svetu pravico do veta. Svet je deloval po načelih hladne vojne. Prava vojna oziroma prave vojne, skupno okrog 250 s 45 milijoni žrtvami in genocidi. Vse to se je nadaljevalo. Pravno potrjenih imamo 4 do 5 genocidov, zgodovinsko utemeljenih 10 do 15. Prav tako sta se nadaljevali revščina in enakost, čeprav je bilo v povojnih desetletjih veliko narejenega tudi za njihovo odpravo, za odpravo tega. Evropska povojna stvarnost. Leta 1945 je bila Evropa še daleč od združevanja. Še v času vojne je italijanski komunist Altiero Spinelli v Konfinaciji v Entoteneju zapisal Evropska federacija ali nova vojna. Ideja je bila federalna Evropa brez nacionalnih držav. Jean Monnet je v izgnanstvu snoval gospodarsko strategijo. Robert Schuman, zagovornik nemško-francoske sprave, je bil prepričan, da brez te nemško-francoske pomiritve ne bo miru. Nastala je nova, predvsem ekonomska skupnost. Evropa se je razširila, a notranje stagnirala. Prelom je bila francoska in nizozemska zavrnitev ustave leta 2005 zaradi domnevne izgube nacionalne suverenosti in strahu pred preveliko centralizacijo moči. Danes ironično prav Francija hoče novo centralizirano Evropo. Spinellijeva ideja o federaciji je bila pokopana, prav tako koncept Evrope regij.
Z Lizbonsko pogodbo leta 2007, ki je zgolj kozmetično združila dotedanje številne sporazume, so zmagale nacionalne države. Leta 2025 je Evropska unija brez identitete z neizvoljeno izvršno oblastjo, ob čemer ima Evropska komisija enormno politično in zlasti ekonomsko moč. Antonio Gramsci bi rekel, da gre za hegemonijo brez kulturne osnove. Vzpostavila se je tehnobirokratska oblast, ki jo je Habermas opisal kot postnacionalni aparat brez demokratične volje ljudstva. Willensbildung, kot je to poimenoval. Legitimnost, ki v klasični demokratični teoriji izhaja iz ljudske suverenosti, spomnil bom na Rousseja, na Kanta in druge mislece, je tu nadomeščena z ekonomskim nacionalizmom in redistribucijsko politiko. Skupni trg, prost pretok kapitala, delno evro kot skupna valuta. Vrednoto, kot so solidarnost, pravičnost, kulturna identiteta, so sekundarne. Denar se deli v zameno za omejeno politično participacijo. V Evropski uniji sobivajo države z diametralno različnimi stališči do osnovnih človekovih pravic. Splav je na primer pravica v nekaterih državah, v drugih je kazniv in gredo ženske za to v zapor. Svoboda medijev je povsod podrejena logiki političnega mainstreama, v nekaterih državah pa močno ogrožena. Veča se število držav, v katerih izvoljena oblast postopoma demontira liberalne institucije, se pravi sodstvo, svobodo medijev in tako naprej. Evropa pravzaprav je pa v tem odzivu zelo medla. Torej, nova Evropa zdaj spet temelji, če rečem simbolično, na premogu in jeklu. Evropa kot mirovni projekt je bila še enkrat znova zamenjena za projekt militarizacije in priprav na novo vojno. Od ruske invazije na Ukrajino in zmage Donalda Trumpa v ZDA je EU brez orientacije in brez omembe vrednega vpliva v svetu z neizvoljenimi elitami, ki niso dorasle položaju. Obstaja realna nevarnost, da se bo v prihodnjih desetletjih skrčila na manjše, tesneje integrirano jedro, medtem ko bodo obrobne države potisnjene v stanje trajne odvisnosti in nestabilnosti. Še nekaj o današnjih posledicah druge svetovne vojne. V mednarodnem kontekstu se leta 2025 končuje obdobje liberalne globalizacije. Dominacija ZDA in univerzalnih pravil igre. Svet postaja večpolaren, razdrobljen in nevaren. Oblikuje se nekaj centrov moči, ki si bodo razdelili interesne sfere, tako kot so si jo veliki trije v času druge svetovne vojne. Kaj lahko pričakujemo? Svojega videnja seveda ne morem argumentirati z zgodovinopisnimi metodologijami, ampak na osnovi izkušenj kritičnega opazovanja in prizadevanja, da o stvarih razmišljam izven ustaljenih kalupov in diskurzov, ki ga vsiljuje politika, mediji, socialna omrežja in tako naprej. Svet postaja zelo podoben tistemu, ki smo ga bili navajeni gledati v znanstveno-fantastičnih filmih. Temelji in še bolj bo na strahu, čeprav je bila cela mednarodna organizacija zgrajena na obljubi o življenju brez strahu, kot vidite tukaj. Resnični geopolitični cilji se bodo soočali v regionalnih vojnah, še naprej bo permanentna nevarnost jedrskega uničenja sveta. Čaka nas tekmovanje imperijev, zapiranje meja, avtoritarne ureditve kot običajna praksa, gospodarska militarizacija in brutalna tekmovalnost za vire. Vladajoči razred bodo pripadniki tako imenovanega digitalnega fevdalizma, država pa njihovo orodje za obvladovanje množic. Življenjski pogoji bodo neenakomerno porazdeljeni. Visoka kakovost življenja v tehnoloških trdnjavah bogatih držav
in še posebej znotraj njih za njihove elite. Drugod pa revščina, podnebne in politične migracije in nasilje. Tehnologija bo nadomestila nekatere funkcije držav, a hkrati tudi omogočala krepitev nadzora. Zaenkrat ne kaže, da bi bilo to v korist demokracije in družbene solidarnosti, ki je potrebna za stabilno življenje, prej za njeno uničevanje. Naj ta svoj lok končam z slovenskim žabjim pogledom. Hotel sem vam pokazati neko simbolno sliko kakšnega impozantnega objekta, ki ga je Slovenija zgradila v teh 30 letih. Kot bi to lahko naredil za prejšnjo socialistično republiko, klinični center, jedrsko elektrarno, Cankarjev dom, Ljubljansko banko, stolnico Iskre in tako naprej. Pa mi, razen teh velikih Pahorjevih zastav, ni prišlo na misel nič pametnega. No, morda mi boste vi dali kakšno idejo. Osamosvojitev Slovenije leta 1991 ni prinesla začetka državnosti, temveč zaključek procesa, ki ga je začela generacija med drugo svetovno vojno. Slovenija je bila do tedaj kot Jugoslovanska republika moderna in funkcionalna država z razvito ekonomijo, bančnim sistemom ter infrastrukturo in tehnološkimi dosežki na tisti ravni, ki jo je seveda zmogla. Osamosvojitev je bila rezultat geostrateških sprememb in zgodovinske logike, ki bi se seveda lahko razvila tudi drugače, vsekakor tudi zelo dobrih odločitev tedanje generacije v kritičnih trenutkih, ker to zgodovinsko okence se odpre samo enkrat, na vsakih nekaj 100 let, če sploh še se odpre. Šlo pa je tudi za naključja in srečo, kot vedno v zgodovini. Glavni cilj je postal vstop mednarodne institucije, zlasti OZN, EU in NATO. Politične elite so se z olajšanjem vrnile v logiko izpolnjevanja navodil iz centra, tokrat iz Bruslja. Torej, osamosvojitev nam je res prinesla formalno, odnesla pa vsebinsko državnost. Ker funkcije države so se skrčile, razprodano je bilo premoženje, organizacija osnovnih sistemov je šibka. Vrednote kot skupno dobro in odgovornost so nadomestili individualizem in tudi pohlep. Slovenija je izgubila primerljivost z razvitimi državami. Identiteta državljanstva se je reducirala na vlogo potrošnika, socialne razlike so razdelile družbo. Družbena povezanost in občutek za državnost, značilna za vojno in povojno generacijo, sta izginila. Vstop v Evropsko unijo je prinesel stabilnost in gospodarsko rast, ki je temeljila na majhnih podjetjih in servisni dejavnosti. Enkrat pač za nemške avtomobile, drugič za nemške tanke, kot se nakazuje. Slovenija je postala periferna država, izenačena z vzhodnoevropskimi državami, ki so bile v času socializma razvojno daleč za njo. Politične elite niso zmogle konsenza, ki bi presegel partitokratsko politično ureditev. Delitev države med strankami in kratkoročne volitve in kratkoročna obdobja med volitvami. Že dosežek preživeti cel mandat je v Sloveniji zelo velik. V takem svetu imajo majhne, ne samozavestne in neorganizirane države malo možnosti za preživetje. Od tega Iga Set, znameniti španski filozof, je v knjigi Upor množic iz leta 1930, v času torej, ki je ne po zgodovinskih okoliščinah, te so danes zelo različne, pač pa po logiki človeškega delovanja, torej v času po tej logiki zelo podoben današnjemu, ugotovil, da države propadajo takrat, ko izgubijo notranjo kohezijo, ko vladajoča elita ni več sposobna voditi, množice pa nimajo več skupne vizije, vrednot in ciljev.
No, naj vas ne zagrabi panika. Slovenija bo formalno še naprej obstajala kot mednarodno priznana država, a marginalizirana, ekonomsko in politično jo bodo obvladovali močnejši sosedje in velesile. Naše življenje je že sedaj, še bolj pa bo v bodoče odvisno od tega, kaj se bo zgodilo z Evropsko unijo. Za kaj več bi ob že zapravljenem in nepovratno izgubljenem morali imeti neprimerno bolj sposobne politične in ekonomske elite, zlasti pa zmožnost nacionalnega konsenza. Hvala lepa.